Ko sta se Donald Trump in Vladimir Putin srečala na Aljaski, je svet pričakoval preboj v Ukrajini. A na koncu se je izkazalo, da do tega ni prišlo, ni bilo dogovora in ni bilo premirja. Vendarle pa je to srečanje morda razkrilo nekaj več kot le manjko dogovora. Šlo je namreč za ponovno določanje globalnih razmerij moči med večjimi silami. Zakaj je torej šlo za Putinovo diplomatsko zmago in zakaj si je Trump prisvojil vlogo nepogrešljivega mirovnega posrednika? Zakaj, konec koncev, sta bila Ukrajina in Evropa obe neposredno prizadeti, postavljeni v rob? Kaj vse to pomeni za male države, kot je Slovenija, katerih gospodarska stabilnost in strateška avtonomija je pogosto odvisna od velike slike Washingtona ali Moskve? Kakšna so slovenska geopolitična in gospodarska nihala med tradicijo poslovanja z Rusijo, podporo evropski integraciji in vplivom čedalje bolj prisotnih priseljenskih skupnosti iz Rusije in Ukrajine? Za Vladimira Putina že sami vizualni elementi vrha so pomenili zmago. Na ameriškem ozemlju ob Trumpu s scenografijo hladnovojnih vrhov, rdeča preproga, spremstvo v predsedniški limuzini, usklajene poze pred kamerami. Rusija se je ponovno postavila kot svetovna velesila, kar celo ob domači gospodarski šibkosti oddaja močno sporočilo politične suverenosti. Donald Trump, čeprav brez konkretnega rezultata, je z vrhom utrdil podobo mirovnega mediatorja in s tem tudi zase prigral točko. Sedaj, če se bo napetost v Ukrajini zmanjšala, si bo pripisal zasluge. Če ne, bo lahko okrivil Zelenskega ali pa Evropo. Za Slovenijo je zanimivo, da ima z Rusijo sicer razgibane gospodarske vezi. Leta 2024 je izvoz v Rusijo znašal dobrih 1,27 milijard dolarjev, še posebej v medicinskih in farmacevtskih izdelkih. Z drugimi besedami, tudi slovenski izvoz močno občuti izključitev Rusije iz mednarodnega trgovinskega sistema in ponovna reaktivacija bi bila z tega vidika za Slovenijo pozitivna. Poleg tega Slovenija gosti tudi rusko skupnost. Leta 2022 približno 3500 ruskih državljanov, kar predstavlja večje število kot pred desetletjem. Ukrajinska skupnost, sicer manjša, je prav tako vidna. Število prebivalcev z ukrajinskim državljanstvom je v zadnjem desetletju naraslo na približno 1800 posameznic in posameznikov. Ti demografski elementi vodijo celo do političnih razmislekov o vplivih v medijih, kulturnih povezavah in diplomatskih odzivih Slovenije. Če sta Trump in Putin z vrha odšla z izkupičkom, sta Ukrajina in Evropa ostali praznih rok. Ukrajina ni bila povabljena k pogovorom, Evropa ni imela besede. Obe sta prejeli letolažilno nagrado. Zelenski povabilo Washington, Evropa pa telefonsko posvetovanje. Za Slovenijo, članico EU in NATO, je to poseben opomin. Varnost in gospodarsko usmerjanje se oblikujeta drugje, v Washingtonu ali Moskvi, ne pa doma ali v Bruslju. Za ZDA Ukrajina že dlje časa ni več osrednje vprašanje, temveč le del širših geopolitičnih prioritet. Energetski vodni viri, arktične poti, tekmovanje v vesolju in ohladitev odnosov med Moskvo in Pekingom v prid povezovanju z Washingtonom. Medtem Rusija to s pridom izkorišča in igra spretno igro prve dame med dvema snubcema, tako kot je to desetletja nazaj delala Jugoslavija v igri med Američani in Sovjetsko zvezo. Ukrajina je za Putinovo politiko ne zgolj bojno polje, temveč temeljno varnostno vprašanje in s tem namenom izkorišča ameriški interes za druge vidike. Kaj lahko pri vsem tem naredi Ukrajina? Vrnitev se strani Rusije zasedenih območij je malo verjetno. Res je, da je Rusiji v teh 3 letih in pol vojne, po prvih mesecih ofenzive, uspelo zelo malo napredovati, a vseeno je iniciativa na njeni strani in zaradi premoči v številu vojakov Rusija v Ukrajini ne bo dopustila vrnitve na ozemlja, katera uradno smatra že za svoja. Kaj lahko torej naredi Ukrajina? Glede na malo verjetnost vojnih prebojev je morda najbolj zrelo usmeriti energijo v obnovo, gradnjo nacionalne odpornosti, modernizacijo, boj proti še vedno razširjeni korupciji in postopnemu vračanju po Evropi razseljenega prebivalstva. Zamisel o nevtralnosti z ameriškimi varnostnimi zagotovili je lahko za državo celo pozitivna, saj ji bo omogočilo osredotočanje na civilni razvoj, kar so nekatere države v preteklosti do dobro izkoristili, kot na primer Avstrija ali Finska.
Kaj pa Evropa? Še vedno velja, da je celina razdeljena, brez enotne strategije, brez enotne vojske, četudi se obrambni proračuni dvigajo. Vse, dokler večje evropske države ne bodo sposobne požreti lastnih kratkovidnih apetitov v prid dolgoročnega interesa po enotni evropski moči, bodo ostale le nerelevantni postranski opazovalci svetovnega dogajanja. Čedalje manj pomembni in čedalje bolj ignorirani. Aljaški vrh ni bil premik k miru v Ukrajini, ki je bil utrditev novih hierarhij. Za mizo sta sedela ZDA in Rusija, Evropa in Ukrajina sta bili ob robu in nad vsem ostaja resnični globalni dvoboj. Ameriško-kitajski odnos, kjer bi Rusija utegnila utrditi svojo vlogo proste igralke, ki svojo naklonjenost da enkrat eni strani, enkrat drugi, a vselej z zavedanjem o lastnem nacionalnem interesu. Do svidanja.